snimajo, tam je eni bogerevi, očitno je tako slabo torbica odložila, je torbica na tla padla, pa sem jaz to slišala, jaz sem igrala naprej, kaklinec, človeku je torbica padla. Ona je bila čist, kaj je bilo konc tega, ona je bila čist iz sebe. Pa je rekel tam en fanta, Bumdžija, je rekel, pa ne, so vse v redu, vse uspa, sprosta se, ne se to vse zgodilo, bila čist prej, posrana. Za crk. Ni v redu to, veš. Je New Age, ne, tako da... Se pravi, slik so imaš kaj pripravljeno? Leko me je obesil. Aha, pa boš še pol dal dol, da boš pokazal, Ja, ne? se jo vidi, vidi se, vidijo? lej. Skupaj smo. Aha, skupaj ste, aha. To je vse naštimal že maj. Scenografija. Jaz sem to gledala, sem rekla, vse Kalenče, veš kaj, jaz bom kar tole sliko zraven vzela, da boste vse z mano, pa rekel, dej ne pretiraj, sem rekel, lej, če pa ne, še vedno jo lahko v vrečki obdržim. Ja, valjda. Ja. V glavnem, mi smo danes ponovno pozdravljeni v naši družbi na RTV Hec. Evo, derite se, jaz sem si to pravočasno slušalke dol. V glavnem, hvala, ker nas spremljate, hvala, ker nam sledite, hvala, ker ste. Danes smo pa v gosti dobili eno akademsko igralko. Ali bom pa kar rekel vse splošno umetnico, ker so baje še druge stvari, za katere ne vemo. Pozdravljena Nina. Pozdravljeni. Nina Valič. Vse splošno pozdravljeni. In seveda mamina prijateljica, dolgoletna, Sej to. pa tudi moja, bi lahko rekel teta. To je res, ker te poznam že od Mečkanga. Ja, Naši otroci pa rastejo, ne? Ja, Mi smo ja. pa skozi isti. Mi da se nič ne spreminjava, Ja, ti meni se se- spreminjaš, medve pa ne. Ja, meni se tudi zdi tako, ja. A ne da? Kaj? Leta minevajo, vi ostajate lepe. Oni danes To znova. se žarč se, ali se znotar prihaja. Ti pa veš, kako povedati. Danes jaz uživam. Danes imamo kolegica, badi moj, maj. Mi da se skupaj v garderobi Ja. tudi. A ne? Ja. Kako je to, kar ste skupaj v garderobi? To je kakšno sestrstvo? Pa je malo posebna pozicija. Ko so obe vzdihani. Ni čisto isto. Tako, če pa, ker vedno te ljudje, ki prihajajo od ozuni delati v dramo, vedno me zanima, s kom si v garderobi. Mene to ful veliko ljudi vpraša, s kom si v garderobi. In pa povem Zvezdo, pa z Mašo Draganc. Zdaj, to je pač zvezdniška garderoba, ne? Zvezda je v sredini, to je zvezdniška garderoba. Kako vas v bistvu po garderobah razdelijo? Kdo ima zadnjo besedo? Ker mislim, en gre v penzion, pa jaz sem vem, da za Angelico Klepce prišla, ki je tam sedela kot ti. A res? Sredin je bila Polona Vetrih, ki je pol zamenjala vuno samo. Ta zadnjo, Tu pa ne vem, kjer je Maša, pa ne vem, kdo je, bile sta dve. Pol je pa Nataša Raljan sedela, kjer si ti. Tako. Ja. In Pa tam sem takrat zdaj ni bilo jaz. nobenega na levi tvoji. To se spomnim, takrat sem jaz bil majhen, takrat sem bil jaz nesmrtno zaljubljen v Natašo Raljan. Raljan, Se res? ne spomniš tega, Ne. koliko sem bil jezen, ker se je pol poročila z unim. Jaz sem bil čisto razočaran. si bil Ne vem, če sem jih imel že ljubezen. 10, prav heartbroken, zlomljenega srca. To razumem, ja. Ne vem, to pa sem zdaj na Kako ne akt veš? podcast mogla prijeti, da zvem to. Pozabila sem Še mogoče. Zvezdana gleda akt, da zve kaj. Ne, kako ne veš tega? Valjda, da veš. To je bila moja prva ljubezen velika. Jaz sem vem, da si mi ful risal v garderobi, se veš, ko otroke pripeleš v garderobo, pol grejo takoj v tvoje predale, pa tam vse prešnofajo, ne? Tako kot je ima zdaj, ne? Ja. Moja ta mala pride v najraj po predali šnofat pri babici. Pa ta vidiš, to si ti na sliki. Se veš, kaj imam jaz slike od tam otrok, ne? Ti imaš vse slike otrok, sam zdaj sem jaz malka rotihana, ne, kar je pa v bistvu, bomo pa zdaj pa videli, pa tudi, da je pa ena največjih ljubezni od mojega brata, ne, od Blaža, je pa tvoja mama. A res? Moja kolegica Zvezdana, ne, mislim, to je dejstvo. Nikoli uresničena. Nikoli uresničena, Enkrat sam, ker sva šla na sprehod na golo. Ne, od Blaža, od brata mojega. A je od brata? Ti si pač, to treba pač povedati, to zdaj tako, mislim, ti si pač le, kako bi temu človek rekel? Ta prepovedana ikona, a veš, ja. Femme fatale. Me zanima, a so te zvezde sploh zdaj še, te ženske zdaj v tem času, a to sploh še doživljajo zdaj, ker je, ja, femme fatale, ampak v pravem pomenu besede. Po mojem tega sploh več ni na ta način tega zvezdništva, ker je pač Instagram, ker so ti socialni mediji, ker v bistvu samo promocijo delaš, včasih ni bilo tako. In jaz se spomnim, ker je moj fotor razlagal, da ko je Boris Kralj, pazi, Dane Valičin je bila tam. tako, leta 2 pa 3,
ko je Boris Kralj igral v Drami, so vzuni ženske, pač itak je bila vrsta, da so prišle do kart, dekleta in žene. In v bistvu potem po predstavi je rekel, da so ga vzuni čakale samo, da so ga videli. To ni bilo načuno. Nad samo čakale, da je prišel ven. Pa so šli domov na avtobus, so bili čist gotovi. Pod hladen tuš. Ja, čist, no, to je bilo. Ja. In potem se v bistvu, zdaj več tega po mojem ni več te romantike. Ne, do Ti si igralcev ne. veliko mlajša, ampak vem, da je Zvezdana pač zlomila marsikatero srce, ne da bi vedela. Ne da bi vedela. Veš, kaj mene zanima? Blaž ni skrivil simpatije. Ne, veš, kaj Blaž Blaž je bil Valič, pa tudi star- igralec v Gorici. Ne? Ja, Treba njen povedati, brat, da ga malo ne. brukamo zdaj. Ja. ne. In koliko je bil star, za novo leto, enkrat za Silvestra, To. sem bila jaz v eni roza, res lepe oblekci. Mislim, da sem, še ti nisi bil rojen takrat. In je to malo, mulj je bil star 12-13 let. Tako. Kaj? In bolščal vame tam v bifeju, dol, internem bifeju. In tako jaz rečem, kaj ne gledaš, tako nekaj se hecam, pa tako. Ampak sem bila res rožnata, no. Lepa si bila. Ja. Zelo. In je rekel, ja, kaj sem ti všeč, ali nekaj v tem smislu sem ga provocirala. Pa mi je rekel smrkavc, nobody is perfect. To je rekel. Da se je zvlekel. To. In po mojem si prav povedala, da me je lih enih 12-13 let, ko ga je že začel malo, Ja. sem pa tja Veš, kaj me drajsa. zanima, s kom si šla pa ti na sprehod? na Jo, konec? to pa zdaj, to pa nihče ne ve. A to In si zdaj bomo družina To zdaj Valič? to je zdaj bilo nekaj. Valič posrednica. Nimam jaz želitna. nič s tem. Jaz nimam nič s tem, imam rajš tih. Jaz imam zdaj pauzo imam tijem, videl se pa pogovarjate naprej. Nihče ne ve, ti si bila posrednica. Kakšen je? Ej, super je, super. Ne bom nič povedala. Moje usta so grob zapečatene. Se do njega ne bo prišlo. On ne gleda podcastov. Ja, ne še. Ne bom prišel. Ja, v glavnem, ja. Ja. Sem se šla, ti si pa že bil. Sem pa že bil Malo jaz. kasneje. Ja, tako da. V glavnem, ti imaš hčerko pa sina, ne? Tako. In, tvoja deklica je tudi prihajala, ne? Se spomniš? Lenča je bila zelo veliko v teatru. Moram reči, da jaz sem njo velikrat tudi kar s sabo na vaje vlekla. Sploh dokler ni šla v šolo, zelo velikrat je bila z mano tudi na vajah. Sploh kakšne pevske, če smo imeli tako vmes, je bila kar z mano, zelo veliko več kot Tine. No? Tako da Lenča je bila kar prisotna v gledališču. To je bilo še malo hecanje, če imaš tako razliko med otrokoma, nekaj 11 let sta narazen in se je v bistvu svet med njima se je spremenil. V teh 11 letih sem jaz drugačna in tudi okoliščine, v katerih one dva rasteta, so druge. Ne? Tako da v bistvu... Ja, jaz sem tudi najmlajšega, tudi mnogo manj, ti si bil pa tudi zelo velik. Ja, jaz sem preživel, jaz nisem v vrtec hodil, ne. Jaz sem iz vrtca, zadnjič je Zoran Gajić, frizer, tle razlagal, ki je malo neki popil, je razlagal v sosednjem lokalu, da se spomne, kako je mama mene vozila gor na grad v vrtec in kako sem bil pred njo doma. Nisi zdržal, si In šel čez Šuštarski most, veš. Si kršila in ko pita, vam je šla počasi v pekarno, vmes jaz sem jo počakal. Ja ne, sem pa preživel, sem pa preživel večino teh došolskih let v Drami in je nekaj najboljšega, kar se mi je zgodilo v življenju. Ne. Od strehe do kleti poznam vse, še skrivne prehode. Še danes občuduješ, ne? Da ne rečem, da je to stvar, ki sem jaz tudi z mamo na vaje hodil, ne, in še do današnjega dne, če gremo vse predstave, ki jih igra, gledati večkrat in po 2-3 predstavah znam celo na pamet. In potem se zdaj zafrkavam že s temi mlajšimi, moja generacija fanti, da upam, da si v kjer res nogo zlomil, da bom pa lahko mogoče letel noter. Ja. Zanimivo, da znaš to hiter tekst, ne? Marsikateri igralec ima pa težave s tem. A res? Ja, Ja. Pismo, mene pa to, mogoče je to ta stvar, ki me je vedno toliko zanimala, da mi je avtomatično prišlo. Veš kaj, v šoli se... In isto je moja hčerka, V šoli se nič isto. ni hotel učiti, ne? Tekste moje pa je vse prej znal kot jaz. A si ti tudi foršpilal, ker meni je Lenča ful pomagala. Ja. Ne? Sem začela, ja. Ja. Jaz sem Lenča, Iztočnice. istočnice metati. Jaz sem ji dala tekst v roke in to so mi dve so vadile na veliko, res. Ona je vse znala in isto, se spomnim, ko smo delali v Edi, pa to tebe ni bilo zraven. Sem bila v zboru in znala vse pesmi pred mano na pamet in potem me je nadarila, kako še vedno ne znaš, to je tako pa tako in je potem zapela. Taka čist mehna, nadebudna. Pred mano je vse znala. Tako mi da zdaj greva sta malo, zimo greva na predstavo enkrat gledati, pa drugič gledati, pa mi reče, ampak
Tega pa ni rekla zadnjič. Ker ta mala se pravi vnukinja, njegova hčerka se z mano tudi uči, veš, tekste, pa tudi že se zna. To so take že skoraj režiserske odlike, ne? Se mi zdi, da igralci nimamo teh sposobnosti, to je bolj režiserski talent že na pol, da ti slišiš take spremembe. A je, to je ta mala, se pravi Lenča imela kdaj kakšno idejo, da bi bila igralka? Samo enkrat po srednji šoli je to rekla, sem v bistvu ful presenečena, ker se mi nikoli ni zdelo, da bi njo zanimal teater iz tega konca, da bi bila na odru. In sem pač tudi povedala, da se mi zdi, da bi bilo božje, bi se s kom drugim o tem pogovorila, da ji bom dala telefonske od kolegic, teh tam mlajših, ki so njej bližji, pa sem jo hotela, takrat sem se zmenila, da jo bom povezala s Tino, našo, pa z Nino. V drami in v bistvu potem nič iz tega ni naredila. Tako da ne, ona je naredila spremce na slikarstvo in je tam ostala. Nekaj časa je govorila, da bo delala. Ja, to sem prinesla z sabo. Da sem prinesla s sabo, ker to je ena, moja babica bila sicer blazno mehna, ampak je bila zelo prsata in so meni njene stvari prav. To je bilo sicer njed vsem, ne? Ampak jaz pa tako nosim in imam še ene par teh kosov. Se pravi, to je verjetno staro 60 let ali pa še več. Ona se je to sama zašila, ne? Tako da so nekaj, da se bom danes prav specialno oblekla, to ogrlico mi je dala mami, te uhane mi je dala sestra Maja, tukaj na sliki so pa midve z Laro, se pravi moja druga sestra, to sliko je narisala Lenča, hči, tako da so ženske z mano. Darjetova mama je bila pa tudi v bistvu šivilja, tako da na nek način je še ona upeta tle zraven, ker to je od mame mama naredila. Res, to se pravi, vse ženske sem sama. Valičke, vse tle. Valičke, te so v duhu, te žive, te mrtve so pa tle nekje, pokoli. 100%, ker so itak skozi nami, se mi zdi. Ampak to bi po mojem bilo zelo zanimivo slišati, ti si rasla v igralski družini gor, ne? Tvoj brat je igralec, kako je to bilo? Ker namreč jaz sem, veš, prišla v igralstvo tako, mislim, ne vem, kam me je gnalo. Ti pa si s tem rasla, kako je bilo, kakšne imaš to izkušnje? Verjetno podobne kot ti, ne? Mislim, podobne kot tvoji sine. Zdaj, tako bom rekla, jaz se spomnim, jaz sem bila stara 10 let, ko sem gledala dogodek o mestu Gogi. Se pravi, noter je ene par takih čudnih tem, seksualnih tudi, ne, če tako pogledaš. Se govori o nekih fetišistih, pa take čudne situacije so. In se pravi, 10 let star otrok sem bila in sem si želela to videti in je fotor me vzel s sabo. Na poti do drame mi je razložil neko ozadje, pač meni primerno in jaz sem to gledala in se mi zdi, da imamo mi teatrski otroci, imamo en tak auftakt, eno tako prednost zaradi vsega tega, zaradi teh vsebin, ki jih predčasno v bistvu konzumiramo pa predelujemo, smo na istem nivoju kot kakšni te otroci, ki blazno veliko berejo, ne, ki v bistvu prehitevajo v razvoju. Tule si pa tudi v bistvu deležen enih debat, ki mogoče niso sploh primerne za toliko starega otroka, ampak se toliko hitreje začneš o tem spraševati pa pogovarjati. Se mi zdi, da se to meni kar pozna, ker sem tudi potem na Lenči videla. In tudi lahko potrdim, da Tine, ki ne hodi v gledališče, ker ga to absolutno ne zanima, zelo veliko stvari, mislim, se midva ne pogovarjava, zdaj kaj on ve, jaz ne vem. Ima neke svoje stvari, ki ga zanimajo, ampak mi da v enih takih stvareh, ki sva z Lenčo debatirale, z njim sploh se ne pogovarjava. Ker ne hodi v teater, ker ga to ne zanima. Ne, in ne gre. Zdaj je začel, zdaj je star 14 let, zdaj je začel hoditi v gledališče, na generalke ga zvlečem. Ja. V bistvu mu kar ukažem, se mi zdi, veš kaj, zdaj pa ni več izgovorov in gre. To pomeni, to je fajn, da tisti, ki poslušate, teater ti prinese, se pravi, mislim, če rasteš z njim, ti prinese neko dodano vrednost, da gledaš na življenje. Definitivno. Globlji uvid v to, kar se dogaja. Ja, in ti si pa tisti... Definitivno, bolj kot filmi, verjetno. Tisti dogodek mesta Gogi si gledala in to je bilo kaj... Jaz se spomnim, da mi je oče razlagal, da igra fetišista, ne, se pravi, kaj je to fetišist. In potem pač je razlagal, on je sicer to, mislim, priredil zame in rekel, da je zaljubljen v obleko, meni se to sploh ni nič čuden zdel. In on sicer ni... Imel je neko obleko, mislim, da ne ni taki pupi, te krojaški in je potem v bistvu pač res dobesedno pod to obleko z roko šel in vse tako, ne, tako da bi reč pač res, zelo seksualno in vse to, ampak meni se je zdel ta v bistvu ful zanimiv.
pač je zelo nekos v nek predmet in ti potem v bistvu začneš razmišljati, oziroma tudi zelo hitro sprejmeš, ne? Mislim, se otroci so kot gobica in upijajo vse dobro in vse slabo in zdaj v tem primeru je ta širina pač dobra stvar, ne? In ti si v bistvu... To je ful zanimivo, ja. Kaj pa doma, to si poslušala vaje, pa to se veš. Nam je včasih tudi kaj težko, ne? Ni, Dare v bistvu polkar še, Dare ni neki doma. Spomnim se, da pred premiero je pač mogoče malo večkrat podremal, sicer si je vzel med obema vajama, pa je eno kitico zategnil na kavču, to kar vsakič po kosilu, ne? Ampak sicer pa... On je bil bolj priden, kaj jaz. Jaz hodim ta zadnji moment v teater, on pa ni, on je šel pa prej. Ja, on je šel pa prej, on je bil, jaz pa ta zadnji moment. Mogoče tudi zato, ker sem ženska, ker sem mama, ker ti še to naredim, še nekaj pobrišeš. Ja, njemu ni bilo treba delati nič, pa to je dejstvo, ne. On je bil pač res lahko igralec, jaz pa imam še kakšno drugo vlogo v življenju, ne, sam te. Tako da ja, on je šel prej. Kjer je zanimiva v bistvu, kjer je zanimiva ideja, ne? Da moški je lahko samo igralci, vi ženske pa ne morate biti samo igralke. Vi pa ste tudi, mislim, čez koste mame enkrat, ne? Hočeš, nočeš, ne? Mislim, da je to kar bistvena razlika. Se mi zdi, da je med nami, zdaj to zelo posplošujemo, ampak se mi zdi, da je med nami ta razlika, kakor spremljam. Čeprav pravzaprav pa poznam tudi zelo veliko, stvari so se spremenile, tako bom rekla, za mano, ta mlajša generacija, ki prihaja, stvari so se spremenile in je v bistvu tudi med igralci, se mi zdi zelo veliko takih predanih očetov. Obrnili se je. Včasih ni bilo tako. Ne, včasih je bil igralec, je bil res samo igralec, ne, doma je imel zrihtano, te žene njihove so bile bolj tako... Ja, so kar skrbele za njih. Vse te gospe so bile tudi igralke včasih. Ja. Vse so bile gospe tudi igralke, vse so bile tudi zelo veliko tam. Jaz sem tja prišla, so tam sedele in one se niso nič razburjale, ker so morale toliko prej priti v teater, so se pol usedle, so oklepetale. Se spomnim, da je Mica Benko je delala fenomenalen bananin sladoled, to sem prvič v življenju takrat probala, sama ga delala in sem na čist pav, da je to sploh možno. Pa se spomnim nekaj, pa so štrikale, pa vse živo so bile. Tam kar doma, to je bil njihov drugi dom. Ja, Maja Končar pravi o svoji mami, znani igralki Majdi Potokar, da so imeli pomočnico in da je mama ni nikoli kuhala, ne. A veš, mislim, čistiti, da je vse, kar je znala, da je znala na stroj pržgati, pa rekla, da zdaj pa ima ona žehto. Se pravi, v besu je pa foter ali pa pomočnica, ne. Tako da ni, zdaj to smo mogoče malo posplošili, ampak pa nas je bilo pač tako, da je Dare kar veliko prej šel doma, veliko bil priden. Se tudi ni dobro, da ta zadnji moment prideš v teater. Naša mami ni, ampak vem pa, da ni prišla na konc, mislim, lih takrat, ki je bilo treba ponavadi 15 minut kasneje, ne. To je res. Ker ko sem šla jaz od doma, čeprav sem na bregu stanovala, razumeš, to je pol, ko so odrasli. To pomeni. Pa si izmislil eden, ne, pa si izmislil Lula, ta si izmislil kakat, unce pa Jugo, ki ga je tak čipnil. Jaz pa na vratih pa navajo, a veš. To pomeni samo to, da za tiste, ki ni vejo, živeli smo na bregu 10, SNG Drama je pa manj kot 500 metrov stran. Tako da, če si lahko je nos, lahko je treba rito brisati, ampak 500 metrov pa ne vem, če je toliko izgovor, ne. In vse v tistem trenutku, ko bi se človek, ne veš, kaj bi naredil. Ne, pač si bila mama, ne, ali pa... Da ne rečem, kakšna mama si bila, pa kako je to izgledalo v kombiju, ko smo se vozili 5žensk.com. No, ne, 5žensk pa se usedle v kombi, pa so bile pa to terapije po telefonu. Ti si razlagala matematiko, slovenščino, nekaj seanse po telefonu, se usedla noter, to ni, da boste razumeli, ni teksta ponovila za predstavo, to je pol, ne vem, iz kje si izvlekla, itak si bila zvezda tam se ti tam režali, tam je fenomenalno. V glavnem, ampak to z vami se je pogovarjala po telefonu, celo pot, do Šmarij pri Jevšah, recimo. Ja, če slučajno ni bilo treba kakšne lame pozdraviti, ali pa že, kaj smo imeli? Žvali ali pa otroci. Ja. Se isto. Ali pa isto. Se isto, se skrb je ista. Res. Se spomniš, ko sem šla cepiti, pa ste tam stale. Se spomnim. Ja. Pa kako si bila spretna, pa je bila tam ena, kao mamica ni marala, pa si jo ti na uno cuclo natakala, pa ona... Kako bilo to vse lepo, pa mocko na to, ko mocko ne je bila lamika.
Že če zima Jaganček je bil. Jaganček je bil majčkan, ki ga mama ni marala. Ful se spomnim tega. Ti si kar šla noter, odmakala eno, pa druga. Stran! Gremo vse, razumeš, kaj je veterinar. Ker jaz imam izkušnje, moj stric je veterinar. Ja, in jaz sem z njim hodila na te pohode po teh revirjih, Kisovc, pa Izlake, Trbovlje, Zagorje. Ja, ker sem k njemu hodila med zimskimi počitnicami. Prva sem bila v šoli in potem, ker ni bilo varstva pa vsega tega, ne, pa 14 dni so bile počitnice in me je mami tja spokala. In on še ni imel družine takrat in sem šla pol z njim in sva hodila, ne, tako da sem bila enkrat tudi jaz pri porodu zraven in vem, kako to izgleda. Jaz sem bila specialistka za osemenjevanje krav. Jaz sem mu pač Ja, jaz sem bila zraven. Osemenjevala sva krave, seveda v rokavice gor in jaz sem zraven stala, meni bilo kristalno jasno vse, kako se to dela. In so bile te različne, te razne provete in neke take ogromne injekcije, dvignil rep in je šlo. Tako da enkrat sem bila pa pri porodu zraven, ampak se je pa mrtev teliček rodil, tako da v bistvu sem jaz to doživela res na hard, prvič pa mrtvo dete in je bilo kar zanimivo. To je tudi ena stvar, ki redko kdaj povemo, pa je redko, javnost je mogoče ne ve, ampak naša mami je bila kar vedno zelo ročna s temi stvarmi, kar dežurna za špikati. Mi smo sami moški doma, ampak uno igelco zapikneti noter v lamico ali pa v kozico ni tako lahko, ne. Lažji kar kot vzeti. Mi smo jih držali, pa gre ostale, mama jih je pa piče. Ampak to spomnim se tudi 5žensk.com, to je bila prva taka predstava, ženska, se spomniš 5 žensk in smo me razlagali te, to je bilo Špas teater. Ženska teme, ja. Ženske teme. In pa smo se tudi vedno ustavljali, mi smo imeli taka trgovina v Fabijani, se spomniš, vse sem vas zalagala štumfi. Kamorkoli smo šle, kjer je bila tvoja franšiza. Res je. Pa enkrat si mi rekel, čakaj, zdaj ti bom jaz pomagala. In sem se morala sleči tam v tisti garderobci za uno zaveso, čakaj. In sem mi se prinesla, to rabiš. In še zdaj imam uno, oziroma neko tako kratko zadevico si mi kupila zelo lepo, mi je hči že pobrala. Sploh ni več moje, ne rabim več. Mislim, ona se je odločila, da jaz tega ne rabim več. Ja, mi je vzela, mi je že. In še zdaj imaš te zvezda štumfe, ne? Zvezda štumfe imam pa še zdaj. Mislim, jaz, moj mož jih še vedno nos, no. On ima neko tako elegantno, očitno lahno hojo in korak in ne uničuje štumfov in on ima še zdaj zvezdice, res pa uporabljam sušilca, pa vse, ampak te zvezdice, 2 para, še vedno so čist intaktne. Mogoče bomo morali to linijo oživeti, mami. Ja. Zdaj imamo tvoja hčerka se s čim? Z oblikovanjem? Ne, Lenča je slikarka, ona se ne ukvarja z oblikovanjem, zaenkrat je, zdaj dela magisterij. Mislila je, da bo šla nekam ven, pa nekaj vse spodletel, ni tako enostavno prideti na te izmenjave, ali se je pa mogoče napačno odločila, no, kakorkoli. Zdaj, zaenkrat je tukaj in v bistvu ful razstavlja, no. Moram reči, da tle v Ljubljani je ratala ta scena za mlade slikarje. A to zdaj bo zvonil kot reklama, če o tem? Ne. Okay. Tukaj je pač nek lokal, mislim, včasih je bil del Ribe tržnice, Dobra vaga, ne, tukaj na Ljubljanski tržnici, se vsi poznate verjetno in tam noter, evo, lahko rečem, pejte si pogledat, ker je pač za vse okuse. To je zraven Mesarskega mosta, dol po stopnicah, včasih je bil lokal, ki se mu rekel Hvala za rože. To je bilo, ja, res je. Še zbolj malo po lokalih hodim. Ampak ta Dobra vaga se pa zdaj imenuje, potem ima pač ima razstave, skupinske, samostojne, prodajne in v bistvu vsi ti študentje so del enega programa, ki se mu reče Sveže ribe, kar se mi zdi ful duhovito, ker so včasih tam ribe prodali in te sveže ribe potem v bistvu vedno te svoje stvari prinesejo, svoje nove stvari in tudi imajo internetno stran, tako da Lenča tam razstavlja, pa njene sošolke, sošolci. Ful je dobro. A ljudje kupujejo slike? Seveda, da kupujejo. Kupujejo slike? Ja, in ful. In oni ta sistem zdaj ti Dobre vage res dobro deluje. Oni sodelujejo pol tudi z raznimi festivali in ti študentje delajo tudi plakate za Ment, so z njimi povezani. Tako da organizirajo tudi, ja, zdaj bo razstava 8. marca v Kinu Šiška tudi. Tako da ja, na dan žena, evo. Ženski power. Super. No, ženski power, ti si začela, ti si bila nosečna na akademiji? Ne, takoj po akademiji. Takoj po akademiji. Ja.
In ti si vedela, da boš prišla v Dramo, si želela, kako se je to sploh zložilo, pa kako so bile te prvi tvoji vtisi? Moje je že daleč, tudi to moram reči, mislim, orang daleč, ampak dejstvo je, da če imaš ti pred sabo enega očeta ali pa mamo, ki je tak igralec, kot je Dare bil, v tistem svojem času je v resnici ful težko. Zato je tudi Blaž, nekako se mi zdi, se tam v Gorici... Brat Blaž, igralec tudi, v Gorici, ja. Se mi zdi, da je tudi eden od razlogov, da... Ne bom rekla, da se je umaknil ali kakorkoli, ampak čim je bila tam ponovna priložnost, je v bistvu z obema rokama zagrabil, no? Ker v bistvu težko je. Za nekom, ne? Za nekom pride, težko je, zelo te primerjajo. Ko znani, kot je bil Dare, ne? Ja, primerjajo te... In tudi, mislim, da so te časi zdaj minili, no? Ampak včasih so ful delali krivico, ker nisem bila jaz edina, tudi Sebastian Kavaca je moj sošolc, ne? Tako da lahko tudi z opazovanjem njega, kako se mu je tudi doskrat, se mu je nalepil ta status in so ga z Borisom primerjali in se mi zdi, da tega ni več. To je meni on res je bilo neprijetno. To je ful je težko, ne moreš, ker ti nočeš stopati po poti, ki jo je nekdo, ki jo ni vhodil zate, vsak igralec je zase igralec. Mislim, to ni tako, kot če bi mi imeli družinsko podjetje, pa bi nam nekdo oče rekel, zdaj bomo imeli pa trgovino, pa bomo vsi od tega živeli. No, pa definiran tudi biti kot sin od nekoga ni najlažja stvar. Sej to. Kot lahko povem iz osebnih izkušenj. No, pa že tako. To je pa sin od Zvezdane Mlakar, pa se pa zdaj bavam, to, da sem se rodil, je eden večjih dosežkov mojih. Dosežkov, a veš. Sem pa tudi še kaj drugega naredil, ne. A veš. Ja, mislim, to je kar zafrkneno. No in zdaj tako, in zdaj pa v bistvu pa še, če delaš v istem poslu, ne, in je ful težko, ker te stalno te etiketirajo. In so... Kako so pa tebe sprejeli pa v Dramo? Veš, kaj ni čisto isto, če bi tvoja mama bila igralka, bi bilo res zafrknjeno. Zato jaz Blaža razumem, da se je umaknil. Ja. Ti pa hvala Bogu si imela očeta, se pravi, niso te mogli čisto direktno primerjati, ne? Tako je bilo, jaz sem na začetku, v resnici je bilo itak prvih 5 let svobodnjak. Ful veliko sem delala v Trstu. Delala sem pa na začetku tudi v Mestnem. In sem si tam v resnici tudi malo sem se že pogovarjala in sem si tudi kar sem imela kar veliko nekih predstav, sicer sem bila z Lenčo noseča, ampak sem pač povedala, da bom zelo hitro prišla nazaj, ker nimam možnosti, da bi bila na porodniški, tako da nisem pri Lenči sploh nisem izkoristila celotne porodniške, ker sem šla takoj delati nazaj, ker bi Lenča stara, mislim, da 3 mesece. In potem v resnici nekako to mi ni čisto ratalo. Zelo sem si želela tam narediti, malo več, da bi bila tam, da ne bi bila v isti bajti, kot je Dare. No. Potem je pa nekako tako prevagal, da še sama ne vem, kako je bilo. Pa se pa tam več stvari odprli in so šle tam kolegice na porodniško, ne, in sem jaz v resnici tako, rekla, kar 4-krat zaporedoma bila na porodniških od kolegic, preden sem prišla do svoje pogodbe. Tako da v bistvu bil proces kar, to je trajalo, 9-10 let, da sem prišla do svoje pogodbe. V Drami sem pa jaz, je pa sploh moja prva vloga v profesionalnem gledališču, pa je bila v Drami, to mi je pa zasedel Boris Kavaca. In sicer moram pač tukaj povedati, da je imela zelo veliko prstov zraven. Meni so ženske pomagale. Bom zelo iskrena, da vse, kar sem jaz dosegla, je bilo zaradi ženske podpore od kolegic. To je brez ženske, jaz po mojem ne bi prišla do tega, kjer zdaj sem. In takrat na njegovo dekle, se pravi Mojca Simonič, to je že tanti Ani Faviš, ki je že to, je v resnici je rekla, pa dej Nino vzem. To mi je enkrat povedala, pa Nino vzem za to vlogo, Nina bo super. Tako da, prva moja vloga se je začela z žensko kolegico, ki mi jo je zarihtala, če lahko rečeš, pa če je predlagala me, pa je pa Boris malo začel razmišljati, pa je mi je dal možnost, pa je nekaj probal, pa je rekel, ok, ti boš, ker je pač tako nekaj še kolebal. Ampak ti si bila tam dobra. Meni se zdi, da je bilo v redu. Z Emeršičem sem prvič igrala, sva bila par. Z Emeršičem? Ja, z Emeršičem, midva sva bila fant pa punca. Emeršič, majčka nije. 164 cm, tako kot Lionel Messi. Vem. Ko smo se enkrat pogovarjali. To je bilo druge ženske. Ja, pa ti,
pa Maša, Iva, vse kolegice in da ne govorim o pomoči pa o dobri energiji, ki sta jo prinesli Tina Vrbnjak pa Nina Ivanišin v Dramo, se mi zdi, da se je naš krog takrat sklenil, ko sta te dve ženski prišli, te dve mladi igralki, to je dejstvo. Ko sta oni dve prišli v Dramo, se mi zdi, da smo dobile ta, da smo imele verigo, ki pa je bila šipka, ker ni bila zaključena, zdaj pa je krog. In jaz si brez naših pogovorov pa podpore ena drugi, jaz mogoče sploh ne bi več bila v teatru, ampak to resno mislim. Ja, ker so vmes bila tudi težka leta. Zelo težko je bilo, ja. Kako je bilo to? To si nihče ne predstavlja, ko ti v bistvu imaš nekaj zapovedati, pa v bistvu nimaš možnosti, ne? Ja, to smo eni, kako se temu reče, baksozi, neko se reče to po slovensko, smolci, ki imamo smolo v življenju, ja. Smolčki smo, da te nihče v bistvu ne jemlje resno, ti ne da niti priložnosti, da bi spregovoril. In spomnim se na začetku, ko sem bila svobodnjak, ko nisem nobene take vloge dobila, da bi lahko se izkazala, mogoče takrat tudi nisem bila pripravljena, saj ne vem, ampak a veš, fajn je priti pa imeti podporo takoj že na začetku, a veš, da te nekdo poriva, pa da ti stoji, ali pa tudi se ne poriva, da ti saj stoji ob strani. In mogoče so ljudje si mislili, da imam jaz tudi ful podpore zaradi očeta, pa je bilo v resnici lih obratno. To mi je bilo ful v škodo, res. Sploh ni bilo dobro zame to. In pa zakaj ne narediš monodrame? Pa sem si neke tekste gledala, pa to. Ampak ko si ti tako šibek, pa ne gotov, v bistvu nisi sposoben narediti monodrame. Jaz ne vem, take moči pa jaz nisem imela. Jaz pa takrat nisem bila tako močna, da bi naredila neko monodramo ali pa neko tako stvar sama, se oglaševala sama, klicala ljudi, da me pridejo gledati. Jaz si tega sploh nisem predstavljala in si še zdaj tega ne predstavljam. Veš, ko včasih, ko si starejši, rečeš, pa to bi pa res lahko, ko sem bila neumna. Ne, to je nemogoče, ko si ti tako... Ranljiv si, ne? Je pa na začetku kariere, kaj? Ja, ampak eni so, a veš, tako hecne so te naše poti. Ker imaš tudi ljudi, ki sploh ne uspejo. Ne, pa ti imaš tudi, veliko kolegov, ki pa sploh niso uspeli, za katere pa mi sploh več ne vemo, se že jaz sem nekaj imen v bistvu pozabila. To je, zaradi tega je ta poklic krut, a ne? Ja. In v bistvu ni v tvoji moči, ni odvisno od tvoje kvalitete, ampak samo od ljudi, ki so ti naklonjeni v pravem trenutku in da v pravem trenutku dobiš vlogo, ki mora biti tudi dobra v dobri predstavi, ki mora iti na nek festival, da ti pa počasi nekako svoje ime gradiš, ali kako, ne? Tudi ali pa da si nekomu simpatičen. Jaz sem imela skozi občutek, da me imajo ljudje za ful antipatično in mislim, da je to res. Mislim, da to ni bilo samo neka moja otvara, ampak jaz mislim, da so šla ljudem nenormalno na živce. Tak občutek sem imela skozi. Da v bistvu karkoli naredim, karkoli rečem, malo sem tudi z akademije navajena, da je bilo kjerkoli sem se malo preveč svobodno počutila, ne so delali, ne moreš to, ne smeš to. In veš, ti se nekje dobro počutiš in potem ti rečejo ne. To je tako, da si zaljubljen v napačnega tipa, ne. In v bistvu se zaletavaš v šipo. In tak odnos sem jaz pač imela z gledališčem. Meni se je gledališče do pred par let nazaj skozi zdelo, kot moja neuslišana ljubezen, grozen. Mi, na primer, med sabo, smo si poli igralke, veš, debatiramo o teh občutkih, si dajemo voljo, vsaka pove svojo izkušnjo, ne. Sanje, se spomniš, jaz ti rekla, mislim, vedno moraš imeti, se pravi, teater je tvoja ljubezen, ampak ni tvoje življenje. Ja, se to je res problem. Ja, a veš, ne moreš... Kako misliš, ljubezen ni pa tvoje življenje? Jaz sem si pa vedno predstavljal, da je to tvoje življenje, ker sploh zdaj, ko sem odrasel, ko delam druge stvari, ko se spomnim svojega cajta, ko sem si nesmrtno želel biti igralec, pa da zdaj pomislim, si ne predstavljam, da bi bil zdaj recimo dramski igralec. No, povemo ti, kaj je to ljubezen je tvoja, ampak ni tvoje življenje. Mogoče, ko priješ z akademije, je to zdaj se malo hecno sliši, ampak to je tako kot mama pa otrok, ki ga še dojiš. Mogoče na začetku
je to ena stvar, ki jo mlad igralec ne more sprocesirati. Da bi v bistvu ločil gledališče od svojega življenja, to je pravzaprav nemogoče. In to tudi ni povezan s tem, a ti imaš potem otroke, zgodaj ali jih nimaš, nima veze. Gre tudi težko od starejših kolegov slišati, zdaj sem vmes razmišljala, ko sta se pogovarjala, zelo veliko smo se, ti pa Maja Končar pa jaz smo se ogromno pogovarjali, ampak jaz sem ene stvari, ker ste mi vidve povedali, vajne izkušnje, ne, sem jih v bistvu lahko samo spravila. Zdaj pa... Jih razumeš? Ja, a veš, lahko jih samo pospraviš. In je verjeten, imajo srečo v bistvu tisti igralci, ki imajo po mojem neko tako distanco do svojega dela, do sebe, da lahko preživijo tudi te padce pa to. No. Zato ni teater samo življenje, ne? Ker ne more biti... Jaz, ko sem imela Lenčo pri 24, sem pač imela to svoje življenje, ker druge izbire nisem imela, da sem morala pač skrbeti za nekoga še drugega, ne, za svojega otroka. In v bistvu ti v tistem času itak ne misliš na se, misliš na svojega mulca. In potem je bilo to življenje, ki se mi je dogajalo, ker je pač tako bilo. In hvala Bogu, da sem imela otroka, res, ker če ne bi bilo, po mojem sploh ne bi tle sedela, da je bila čisto izgubljena. Izgubljena, kaj bi se mi Kaj bi pa počela, če ne bi bila igralka? Ne vem, zato, ker sem do sebe, a veš, jaz sem perfekcionist, pa ne zgledam. Tudi o meni je dolga leta veljalo, da nisem ambiciozna, zato, ker ljudje ambicijo povezujejo z nekim obnašanjem, ki ga jaz nimam. Samopromocija in recimo, podobno. samopromocija, komovčenje ali pa ne vem, kakorkoli. Ampak jaz nisem te vrste človek. To ne pomeni, da jaz nisem ambiciozna. V resnici sem, zdaj že nisem več, mislim sem, ampak perfekcionist, ne, sploh perfekcionist in potem v bistvu si do sebe tako neizprosen, da če ti ne priješ do enega cilja, ki si ga zastavil, pa se jaz samo sebe uničim, jaz sem škorpiona v podznaku, veš, kakšen imam hrbet, čist razbolen od vseh teh let neuspehov, ne. Tako da to je mene kar uničevalo in na srečo sem imela to hči, za katero sem skrbela. Ja, totalno. Pa čez druge stvari sem delala v prostem času, sploh se nisem ukvarjala s sabo, hvala Bogu. Res, hvala Bogu. To bi bilo pa res narobe. Kako pa ste vidve dojemale to komovčenje tekmic? A so kakšne tekmice v drami in v igri nasploh v Sloveniji? A se lahko pohecam? Vse, ki se komovčijo, tudi padejo. Samo tako, ni to... nažalost, meni v bistvu težko je to, zato ker to tudi ni pot do uspeha. Ni. Ne, jaz tudi mislim, da ne. Jaz verjamem v skupno delo, kar gledališče je, pa predvsem v solidarnost in sem v resnici ne morem, tako kot sem hvaležna, da sem imela Lenčo tako zgodaj, da sem pač imela fokus nekje drugene na sebi, tako sem hvaležna, da sem padla v to dramino gnezdo in zdaj vem, zakaj sem tako silila tja. Zaradi tega, ker je tukaj ta ženska sekcija zdrava. Ja. Res, že odskoz. Ne, Nina, na primer, ni nikoli solirala. Vse tu pa tam, kdaj so, so igralke, ki so, ampak so tega sposobne in solirati in biti dobre igralke, se pravi talentirane, ne. Ampak tako, kot je bila Nina, ki smo jo gledali, oziroma ki te gledam, nikoli ne soliraš, ti nikoli ne pozabiš na sočloveka, ne. Na soigralca. Ja, zdaj tako, itak seveda, karkoli imaš pač narediti. To soliranje se mi zdi, da je bolj stvar značaja. Ja. Mogoče pa to vpliva tudi na to, da prideš iz družine, mi smo bili 4 otroci, mogoče tudi to vpliva na človeka, da zaradi tega ne soliraš, čeprav lahko bi pa tudi. Ne zdi se mi... jaz ne moram reči, da tega nimam v sebi, mogoče pa imam to v sebi, samo nekako se nikoli niso zvezde ali pa nekak situacija do tega prišla, da bi jaz to naredila in ti povem, da hvala Bogu, da tega nisem nikoli naredila, ker bi se zelo slabo počutila. Pač nisem tak človek. Vedno je tudi... Vedno smo skupaj sem se že zezala, da bi morali na akademiji imeti en seminar o tej skupni igri, veš, te igri, ki si v zadnji, v drugi ali pa v tretji vrsti, tam v tistem zadnjem planu. Tudi zaradi tega, da bi študentom razložili,
da je to zelo težko delati, zelo težko biti samo v zadnji in biti ta polna. Ja, in vsega, in misliš, da me bojo odkrili, noben te ne odkrije, ampak delaš pa tudi za tiste, ki so v spredi, ampak se iz tega ogromno v resnici naučiš. Ja, tako življenjsko silo pa moč dobiš. Karakter, ne ti naredi biti v drugi vrsti, ne, na nek način kolisa. Ampak mi se ves čas zavedamo, da mi eden brez drugega ne moremo na odru, a veš, ne moremo. To sem jaz tudi vedno pri tebi občudoval, mami, ki si imela tisto eno obdobje vmes, ko si imela vsega skupaj 5 minut na odru, si gor prišla, si eno stvar rekla in jaz sem gledal in čutil tudi nek konflikt o tem, ampak ti si imela vedno dvignjeno glavo in si furala naprej, ne. In zdaj, ko ti govoriš, veš, jaz sem tudi malo pozabil, kako je to, ampak ti govoriš o to sestrstvo in to zdaj razumem, kaj te drži po konc, kaj ti tudi narediti, kako si rekla, nesebičnega, ne. Se spomnim, koliko enega, ker sem se jaz za glavo držal pa spraševal, kako je možno, da ti ne dajo zaigrati pismo, ti si pa sam to hotela delati, ker to ti je bilo pomembno, nič drugega, ne. Kar pač po drugi strani se je za širno Slovenijo na koncu dobro izšlo, ne, ker si začela delati oddajo in podobno. Ja, to je res. Ampak je pa neizmeren karakter, moraš biti, da lahko to, kar ti govoriš, zdaj res delaš, ne. Da si ljudje lahko predstavljate, kako je biti v tretji vrsti uveljavljen igralec, ki je že nekaj naredil, ki ga pozna cela Jugoslavija in tam prijeti in reči, oj, Janez, ne vem, kdaj prideš domov in iti v garderobo in čakati v garderobi na priklon. Jesus Christ. Grozen. Težko, ne? Ja, pa vem, ti si se tudi to imela so- eno se to pauzo, so se vse spomniš, te- ki si na te tudi televizija ven rešila, se spomniš? Meni je Tisti, ki tam, si za jaz sem Marijem tam- bila, ne? Jaz sem tam dobila v bistvu toliko ene potrditve, da sem, to je v bistvu ful zanimivo, jaz sem tam ogromno potrditve osebno dobila, da sem v redu človek, ki bom povedala eno zgodbo. Tam sem delala, se pravi, 3 sezone, meni se zdi, je to trajalo, ker je bilo najprej Moja Slovenija, potem pa Vse je mogoče. In jaz sem na Mojo Slovenijo, ti dobiš pač to dispozicijo, ne, in gledaš. In jaz sem na Mojo Slovenijo 1 sezono in pol hodila narobe. Narobe sem brala dispozicijo. Hodila sem uro pa pol kasneje, narobe sem prebirala to. Uro pa pol kasneje in mi noben ni nič rekel. In jaz pa kaj ste vi normalni? Enkrat, ko to ugotovim, sem to pogruntala, a ste vi nore? Pa zakaj mi pa nobena ni rekla, da hodim narobe na dispozicijo? Pa se morate se meni skozi prilagajati. In so rekle, ja, sem ti vodiš to oddajo. In jaz sem bila jaz sem bila čist pav. Sem prvič v življenju tretirana kot nekdo, kot zvezda, lahko rečeš temu. Jaz sem bila čist pav in to je mene, pa nisem nikoli več zezala. In sem se tudi vsem upravičila, res nisem vedela, ampak je bilo res ful so mi dvignili občutek vrednosti ljudje na televiziji. Marijo, itak, vsa ekipa, res. Jaz sem te od zunaj gledala, se mi zdi, da si se takrat na nek način od znotraj napolnila s to televizijo. Res je. In pa v bistvu, kar je najbolj hecno, jaz nisem hotela nikoli delati na televiziji, sem se bala tega, da bi potem, že tako sem ven iz teh stereotipov, nisem mogla priti mimo tega, kar so si ljudje o meni mislili, nisem mogla in potem še to, ampak takrat v tistem trenutku res nisem imela kaj izgubiti, tako se mi je zdela, ne. In sem rekla, grem to delati. In še Dare mi je rekel, ma dej njih, ne se kjeri, se ljudje zelo hitro pozabijo, ne. Se v bistvu, se ljudje se ne ukvarjajo, mi skozi mislimo, se ljudje ful več ukvarjajo z nami, veš, pa ene stvari res zelo hitro pozabijo, to je dejstvo. No in se okej, pa grem. In potem zgleda, da so se neke karte premešale. Ja, v mojo prid. V tvojo prid, ker pa si tudi počasi začela dobivati vloge, oziroma v teatru so te nekako... V mojo prid so se karte začele obračati. Je pa tudi tako, da sem jaz tudi že prej imela ene pare stvari, a veš, niso bili samo ti pladnji, jaz pravim, da jih nosiš gor pa dol na oder. Ampak sem že prej imela ene stvari, samo čas je res relativen. Dobro sem naredila, pa ni prišlo na Borštnik, recimo. Ampak nekdo si pa je to zapomnil. Sam je preteklo 10 let, da sem jaz na račun tega, ne več kot 10 let, 15 let, da sem jaz na račun tega dobila, razumeš, eno naslednjo vlogo. Veš, kaj to 15 let? V 15 letih ti lahko že greš čisto neko drugo smer. Otrok polnoleten že. Ti greš čisto neko drugo smer. To je tisto, ne. Kar si zdržala. Ampak, hvala Bogu, da sem zdržala, če se pravim, zdržala sem pa zato, ker smo...
Še sem vedno imela moško družbo, ne? Jaz sem rada v moški družbi. Moški ste drugačni od ženske, res. Vi greste na pivo in greste na pivo in meni je to všeč. Jaz rada grem, razumeš, in poslušam neumnosti in se režim zraven pa to. Pa ploskaš mimo idočim ženskam. Tudi brez problema, ploskam mimo idočim ženskam, mislim res, sploh pa ženskam, jasna stvar. In se pogovarjam take stvari, iz ženskega stališča neobvezne, mene to ful pomirja, zato ker sem v resnici ful introvertiran človek, oziroma bom rekla zelo zaprta in zelo filtriran. Jaz nisem ekstrovert, jaz sem pač ekstremno temperamenten introvert, rečemo temu tako. Recimo. In mi ta moška družba mi pač ful paše, zato ker ni tako obvezni ti pogovori, tega sem se jaz vedno ful bala. Ko sem pa jaz v bistvu ene parkave v tej situaciji, da sem na tem kotu stisnjena v ženski družbi in sem se bala tega, kaj bo zdaj, kaj bom morala povedati o sebi, ko sem se pa jaz sprostila, pa bilo pa konc. Zdaj pa vem, zakaj rabim ženske. A veš, res. Kako lepo. Res je. In je to tudi v bistvu bilo, in že 5 žensk. Recimo Tijana, mi da s Tijana Zinajc se poznava že od najnega 17. leta, od 3. letnika gimnazije. In ona je tudi ena od tistih žensk, ki pa v bistvu se mi zdi, da je pa toliko pametnejša od mene, da kada bi me čakala, skozi me je čakala na nekih točkah, mi dajala priznanja in v bistvu počakala, da je prišel ta prav trenutek in je bilo to tudi recimo, jaz ker sem uskočila v predstavo, da so se najne poti spet prekrižale, veš, pa so šle narazen, pa narazen, in po tistem še ful velikrat delale skupaj, ampak ona je tudi ena od tistih žensk, ki je mene postavila, da sem tukaj, kot sem. Ja, kdo ti je dal, mislim, v bistvu si tu zdaj na te vse nagrade dobila, tudi žensko režiserko? Ženska, ja. Mija. Pa tudi prej že. Tudi Ivana Džila se je režirala. Sem tudi dobila nagrado v tatovih. Res je, prav imaš, ženske. Ja. In to jaz, razumeš, ko ful uživam v moški družbi. Gledam, razmišljam. Skoro razumeš, če bi me, pa se mogoče bi še zdaj rekla, gremo na jadranje, za 14 dni brez telefonov, brez vsega, a bo šla z moško družbo, žensko pismo, ne vem, še zdaj ne vem, če ne bi moške zbrala. Jaz vem, da bi žensko zbral. Jaz mogoče imam čist druge razloge, pazi zdaj to, ampak čist druge, meni je res fino, jaz se pač res dobro počutam, mislim. Ampak ženska mi bi tudi šla. Ja, tudi. To sem jaz prav čutila pri tebi, kako si ti se to luščila, ampak tudi mislim, da so časi se spremenili v teatru, a veš, prej ko si ti rekla, kako si bila sproščena, ta tvoj humor, ta tvoj način dela je bil pri starih režiserjih, tako vedno so malo gledali, kva zdaj ta govori, ti si vedno malo dohovičila. Zdaj so pa časi, ko režiserji to iščejo, To iščejo in tudi, ko lahko razumeš te naše mlajše kolegice, ko rečejo ne. In to je pa ena stvar, ki pa jo jaz pri svojih otrocih, pri obeh v bistvu prav negujem. Nikoli jo nisem kaznovala, zato ker sta mi jezikala. Samo dam jim pač vedeti, da ne jezikata tudi zunaj naše hiše, ne samo meni. Mislim, v bistvu, če že, pa meni najmanj lepo prosim. To sem ravno danes rekel, ja, ti pej tvan zabavi, ampak z mano se pa pogovarjati, koliko mora biti. Veš, ne, mislim, ti pa vzuni, pa te pravice si pa tamle išči, ne pa tle zdaj tlele, pa posprav za sabo, pa mirna Bosna, mislim, ne bomo se več pogovarjali. Ampak se mi zdi, kako je bilo včasih denih. Kako pa je lahko rečeš kot igralka nečemu ne? Jaz mislim, da sem samo enkrat rekla ne. Premalkrat sem rekla ne. A misliš nekaj, da bi nekaj zavrnil, ali kaj? Ne, nasploh, ne. Premalkrat, zato, ker nisi smela. Ker nisi smela, ker ni bil čas za to. Tudi delu, me je moral že tako stisniti, da več nisem dihati mogla, da bi čisto sebe zgubila. Takrat sem rekla ne. Ampak sem premalkrat, ker sem šla prevečkrat čez sebe. Ti tudi? Škokrat. Potem pa v resnici v nekem določenem trenutku sem pa dobila v bistvu to moč, da sem tudi za kakšne stvari, v katerih so me ljudje videli, pa so hoteli, da v bistvu bi pa delala z njimi, pa tudi za honorar. Pa moram reči, da mi je bilo, sem se pač upravičila, pa sem rekla, razumem, da si predstavljate mene v tej vlogi, ampak to nisem jaz nikoli bila. V to sem se jaz prisilila, zaradi tega, ker ste mi sam to ponujali.
zdaj pa ne moram več tega delati. A res? Ne moram. So ene stvari, ki jih jaz enostavno ne morem in ti moram odkrito povedati, da jih moje telo jih organsko ne prenese. Moj razum vse šteka, ampak meni telo odreagira tako, da se prav slabo počutim. Imela sem tudi pač zelo veliko dela, jaz v nekem določenem obdobju, mene je korona rešila, se to Zvezdana ve, ker je bila korona, marčevska, takrat 2020, ne? Ja. Ko sem bila srečna, jaz sem en mesec pa pol samo spala. Po 10, po 12 ur na dan. Jaz sem bila tako zmatrana. Jaz sem bila tako... Jaz sploh vedela nisem, koliko sem utrujena, ampak so me spet kolegice rešile in mladi kolega Klemen Janežič, ki ga pač tudi moramo omeniti, zaradi tega, ker je pač res človek, da se reče, in pa tudi Saša Tabakovič. Ona dva sta mi rekla, Valič, pauza bo treba narediti, in nisem vedela, kako bi se rešila iz tega. Zelo veliko stvari se je nabralo v meni, pa res enih utrujenosti, pa enih razočaranj in hvala Bogu za to korono. Končno sem najdel nekoga, ki je vesel korone, jaz sem bil to. Pa doma smo bili vsi štirje, moja odrasla hči, ki je pa kar neki živela tam ali pa rekla, mami, pridem domov, ker ne vem, kaj se bo zgodilo, pridi domov. Pa smo bili pa kar doma, pa sem za nazaj lahko popravila ene krivice, ki sem jih naredila, ker me nič ni bilo doma. Mislim, nič mi ni bilo doma. Babica od mojega moža je vmes, ene 4-krat mislim, da sva midva ločena, ker mu ni verjela, da jaz ne morem priti na obisk čez vikend. Ni bilo čez vikende. Jaz nisem imela vikenda, ne sobote, ne nedelje. Sam polet, pa če je bilo polet kaj zasnemati, pa tudi polet, pa bilo pa prvič, ko sem polet enkrat začutila, ko so klicali neki, in pa nisem mogla. Povejte malo, kako je v bistvu naporno delo. Ljudje si mislijo, pa polet imate počitnice dolge, pa tako, ampak koliko je pa naporno delo, koliko res delate, če imaš 1-2 predstave slučajno, ne? Več predstav imaš, predvsem pa ni praznikov ali pa ni počitnic. Novo leto, jaz vem, da je mami prišla pol ure pred 00. Ja, jaz tudi. Zato sem jaz imela prav ta obred, jaz tudi meni se meni to lepo. Za novo leto resnic, zdaj vedno sem rekla, da je na prst ene roke lahko preštejem Frej Silvestra, mogoče jih je zdaj že več, mogoče zdaj lahko rečem na prste obeh, ampak že delam pa tudi že kar nekaj let, ne, in je... Potem sem si vedno, zjutraj sem vstala 1. januarja, ne, in sem šla tako v pižami pa v plašču na pumpo, po šampanc in gledati potem ta Dunajski filharmonike. Ne. Razumeš, to bi bilo, zdaj pa novo leto, zdaj pa šampanc, biftek od včeraj, pa nisem jedla včeraj, ne. Pa francosko, pač to, kar se dela za novo leto, sem zdela 1. januarja dopoldne v pižamci, lepo. Ampak sem vedno, daj ti prinesem, boš imela doma, ne v hladilniku, jaz si bom šla sama kupati na pumpo, v plašču, v pižami. Tako da to mi je bilo ful všeč. Čak nekaj drugega sem hodila povedati. Mislim, veš kaj se meni zdi delo? Najhujše, to, ko ljudem razlagam, ki mislijo, da mi igralci se moramo naučiti tekst. Ne? Ja, vsi mislijo, da je to najtežje, ne? Meni osebno, zakaj mene ta korona rešila, je to, kar je, in zdaj tudi ful reagiram v bistvu najbolj na to odgovornost. V resnici je naše delo problem zato, ker je vsaka predstava kot najbolj pomemben sestank. In ko to v bistvu doživljaš par let zaporedoma, 5 večerov na teden, stres. Ne moreš več. Fuck. Ne moreš več. To je taka odgovornost, to je res vsaka predstava je fucking na nož. Ne kot vsaka premiera, ampak vsaka prizoritev. Vsaka prizoritev, ti ne smeš zamuditi, ti moraš znati tekst. Mislim, ne moreš biti slabe volje, ne moreš ni menstruacije. Slabe volje, žalost, nič. Kakšna menstruacija? Menstruacija sploh ne obstaja v teatru. Kar je pa zdaj v bistvu, če gremo pa tako daleč, kar je pa meni bilo najhujš, ker sem pač vedno zelo veliko imela teh komedij, saj to je tisto, kar je mene utrudilo, da sem bila zelo veliko v kombiju, pa še vse to, kar smo zraven delali, ker je bilo fajn še kaj zaslužiti zraven, ne vse te komercialne predstave. Ne, sem mislila. Čakaj, ne. Taka neumnost, ne, hujš kot to je še najmanj. A veš kaj? Ti greš, ne, zjutraj vstaneš, imaš vajo, potem pa moraš ob 4 popoldne na pot nekam, ne. In potem, kaj boš jedel? Kaj boš jedel, da ne boš lačen?
in da te ne bo silil, da ti ne bo ne prebava delala, da ne boš imel ne driske, ne tega, ne unga, da ne boš, ker ne veš, kakšni so stranišča, kakšno je uno, kako bo tam na odru. To so ene stvari, evo zdaj zelo, govorim take čist primarne potrebe, ki v enem določenem trenutku, ko se to ponavlja 5-6 let, ko ti ugotoviš, da je tvoje telo sploh nima nobenega veselja do življenja iz tega naslova, je grozen. Jaz ne vem, kdaj sem jedla česen, jota, folk si tega sploh ne predstavlja, česen, jota, prebran, se to ne našteva. Zmislite si, kar je še teh hran, čebula, česar ti pač ne počneš in zato smo se mi vedno zafrkavali, da jaz prvi teden poletnih počitnic smrdim po česnu, pa po čebuli, ker je to res bilo. Ker sem si dala duška in sem jedla, razumeš? Vi prav res kaj zaradi uvidenosti? Ne, pa jaz ne moram, kako? Ja, jaz tudi, če nisi ti opazil, mislim, če igraš, če nastopaš na predstavi, si predstavljam, ker si jo že 50krat ponovil z nekom, ker ga itak poznaš že bolj celo življenje, a ni pol malo vseeno, smrdiš po čebuli, ali ne? Ni. Mislim, da ni. Mislim, ni profesionalno. Jaz sem doživela, da je naprimer nekdo jedel česen pred predstavo. Mislim, to je ni fajn. No, to je grozen smrdiš, če kdo rigne, evo, vsi smo sami domači, če kdo rigne, na odru, še huj poli salama, tisti še huj. Ne, pa, si videl, pred smo mi začeli snemati, vidva sta imela malco, jaz ne morem jesti. Jaz preden nastopam ne morem jesti, tako sem navajena. Se pravi, zjutraj imaš od 10 do 2 vajo, če takrat kaj poješ, če greš ob 4 na gostovanje, ali pa če imaš pol ob 7 vajo, ali pa ob 6 pol zvečer predstavo, ti v bistvu po 5 več ne ješ, po 4, 5 ne ješ. Dvojni Jameson pa gasa, ne? To bi bilo super, če bi šlo. No in pol, naprimer, to bi bilo idealno, ob 3 jedu, glej, ob 3 in do polnoči prideš znerviran domov, ker ti si zvečer delal, tako kot oni zjutraj ob 8 delajo, pa imajo sestanke, ali pa ob 10, si ti tako zbujen ob 10 zvečer in pol prideš ob 1 domov, naprimer, greš jesti. To so moji prvi spomini na mojo mamo, najstarejši spomini, ko sem mali zvečer, tudi jaz nisem mogel spati in sem se zbudil zvečer in sem prišel v dnevno sobo, veš kakšno smo imeli dnevno sobo, mi veliko, ja. In na koncu dnevni sobi, ogromni dnevni sobi, je moja majhna mami sedela takole, na nogi je sedela, takole je imela časopis odprt, takrat ni bilo telefonov, časopis odprt, jogurt pa sirova štručka. Ob enih ponoči. Ob enih zjutraj, ja. In sem se zraven usedel in sva se pogovarjala. Ti si tudi, naprimer, ti si visoka, korpulentna, mislim, kako je ta pritisk nate, da bi morala biti suha, pa ne vem, bolj nežna, pa kako si to doživljala? Tem sploh nočem govoriti, ker mi je grozno, mislim, to mi je taka travma res, da bi morala biti bolj nežna. Mislim, kako boš bolj nežen, če ti ljudje ne dajo te možnosti, da bi bil lahko nežen tako, kot si. Ja. To so te stereotipi. Mislim, jaz to ne vem, zdaj lahko, da je pol to vse bilo malo to v moji glavi, a veš, ker če te pič kača, se boji zvite vrvine in potem v bistvu se težko se ven iz tega rešiš. Sam se mi zdi, da zdaj ni več, malo se ti stereotipi se brišajo, ne, ni več tako. Zunaj so pa vse veš, kako so zunaj. Ljudje se pa tega še vedno želijo, ampak glej, se bojo pa pač navadili, pa ne pogledajo okoli sebe, kakšne ljudi imajo okoli sebe, zakaj si ljudje želijo skozi ene in iste kalupe gledati. Zato, ker smo jih na to navadili, oziroma so jih, ne mi smo zdaj tle, pri nas je že ta ledena gora, se že talije, že konc. To je bilo nekaj, na kar so bili navajeni, se pravi, če si lep, moraš biti pravico tudi nežen in pravico imeti tudi lepega moža in lepe otroke. A veš, to je res grozen. Veš, kaj pa mi, ta veliki pa ta grdi, a mi pa nismo nežni? Ne, ti grda nisi bila nežni, ali kaj? Zato, ko imam mnogo 42 pa pol. Res, pa tako veliko roko. A veš, kaj ne naredim? Le, koliko mi je velika zrasla. Mogoče sem res za vpluk, ki smo se vedno zafrkavali. No, v glavnem. Pri igralkah sploh ni stas, se pravi izgled. Ja, pa so, te zasedajo po tipih, veš? Ne, to je tisto, kar te najbolj dava. No, jaz sem to zdaj tako rekel kot opozovalec. Jaz sem rekel kot opozovalec. Vse to je začel spreminjati in te mladi režiserji, ampak to so res zelo mladi režiserji, ki bomo mi z njimi še delali, seveda, ne? Ampak to so res zelo mladi, te pa v bistvu ne gledajo več na to tako, no.
Tako da hvala Bogu. Ja, jaz moram reči, da jaz zdaj, ko spet hodim v Dramo, malo bolj redno, se mi zdi, kot da bi bil en preporod, ker je ena renesansa. Renesansa, tako s temi, mislim, jaz itak Timona obožujem, pa te tam mlade obožujem, pa vas, ki ste pač ne starejši, ampak izkušeni, recimo, in gledam to zdaj dinamiko, ker se isto režiserji prehajajo novi in jaz prav začutil sem spet to ljubezen, ker tukaj sem jaz gledal z velikimi očmi. Jaz sem bil tisti, ki igravci, kurva, to Shakespeare scena, Hamlet, gremo, to sem jaz sanjal, da bi jaz bil. Ne. In zdaj, ko vidim, kaj pa delate, res, jaz prav s takim veseljem grem tudi po 4x, 5x ena predstava gledati. S tebe tudi mi vidimo skozi, ja. Da si skozi v teatru, res. Najbolj opazen v pol after, dol v bifeju. Ja, mislim, to pač paše zraven, ne. To pač, mislim, brez tega pa ni drame. Če že na odru ne morem parirati, pa saj dol v bifeju. No. Malej, na odru, jaz ne vem, kako, no, daj povej. Ne, hodila sem še nadaljevati to temo, veš, ker se mi zdi zelo pomembna, veš, danes je ful pritisk, se vidiš na družbenih obrežjih, mlade, vsi si neke tele gube, vsi morajo imeti takšne postave in tako naprej. Me igralke smo ene redkih, mislim, da pa še me ene podležemo temu traktatu, ne. Me si pa nikoli, vsaj jaz si nisem nikoli v življenju želela nekih lepotic igrati. Jaz sem si želela igrati pač vlogo, pa tudi, če bi bila lepotica, razumeš, samo da mi nekaj zadelati. Tudi, ne bom rekla, da si nisem tega želela. Ampak... Nek idealni lik. To so se zadnjič se pogovarjale, kako mi je bilo lepo gledati, zdaj se ne moram spomniti, kako je tej ženski ime. Če sem pozabila, ena angleška igralka, Churchilla sem gledala, za katerega je Gary Oldman dobil Oscarja. Mislim, da je iz leta 18 ali pa 19. In zraven ta igralka, angleška, ful znana, zdaj bi, ne vem, morala bi pogooglati. In potem pride v tak velik kader, imela je pač American oziroma ta gro plan in pride ona noter star ženski obraz. Pač normalno star, ne. Pa jaz sem dol padla. Jaz sem dol padla. Ali pa recimo Jamie Lee Curtis, ne, ki se zavzema za to, veš, in to so moje vzornice. Tega si jaz ful želim. In če ne bi one tega naredile, se jaz ne bi zdaj tako počutila, kot se. Veš, so ene stvari, tudi ta lepota, veš, spet ženske. Res so te, ampak so morale po mojem ful biti močne, da so orale ledino, ne, ker jaz v to itak ne verjamem. Mislim, to bo vse padalo. Ta Hollywood pa to, te moški so to. Hollywood že pada. To ni normalno. Hollywood že pada. To ne obstaja, tudi slabe filme tudi delajo. Hollywood so najzanimive pada. stvari, gledaš plakate, to so vsebine, ki sploh ne pritegnejo več. Ampak lahko pa zdaj vprašam kot igralke, ne? Kaj pa to, kar se zdaj v Hollywoodu dogaja? Jaz sem zelo velik, to skozi govorim, ne? Jaz sem zelo velik pristaš, mislim, teh fantazije in tako recimo, ne? In gledam veliko teh hollywoodskih filmov, ker so jih znali dobro narediti. A vi spremljate, kaj se dogaja zdaj s tem, kaj je že movement? Woke movement. Da mora biti ženska režiserka, da mora biti ženska glavna vloga, da mora biti recimo, ne vem, geji, črnci, da mora biti vsi reprezentativni. Da vam dam primer, kaj se vam zdi, da v Gospodarju prstanov, ki ga je napisal Tolkien, ki je posvetil pol življenja temu, da noter recimo usiljujejo gejevstvo. Usiljujejo? Ja, pač dajejo noter v nekaj, kar je nek tekst, ga spreminjajo popolnoma in ga prodajajo kot isti tekst. Ja, to je smešen. To se strinjam s tem stavo, da je smešen, zaradi tega, ker pač ni odraz tega realnega stanja, da se slih Tolkien omenil, on je pač tudi živel v enem obdobju, ki je bilo to, kot je napisal, za njega normalno. Ne? Ampak dejstvo pa je, a veš, Maj, da vsebine, ki jih ti plasiraš, jih mi tudi gledamo, ne? In zdaj je to je zdaj ful nasilno in se strinjam, da je nasilno in je smešno, če tako iz tega konca pogledaš, ampak počas te nove teme, ki se odpirajo, bojo ljudi to tudi odprle. Zaradi tega, ker je to doseže tako veliko število ljudi, da čakaj, kaj sem danes gledala? Eno staro zadevo, ki sem nekaj šit, koliko je pa to, kaj se je nekaj vrtelo? Pa so nekaj šit, koliko pa to so pa res stare debate. Vsi županovi možje se nekje vrti, se pravi, to je, ne čakaj, kaj je bilo že? Ni važno, neka angleška ali pa ameriška, neka ta ameriška govoreča ta zadeva
In je bilo, vsi županovi možje. Ja. In sem gledala in so bile prav tako štosi res za zdajšnje razmere seksistično do konca. Hočem ti povedati, zdaj ti to, ko gledaš z distance, rečeš, oh my God, to je pa res narobe. Takrat je bilo pa normalno, vsi smo se temu režali. Poglejte si The Office. Poglejte si The Office, ena moja najljubša serija ever. Če bi to zdaj snemali, bi jih skenstali po eni sezoni. Ne? Tako da jaz sem proti nasilju, ker Volk zame ni to, da enega silaš v to, da bo dal noter vse te vsebine, ker to ni nič. To je na mineštra, brez veze. V resnici pa... Tudi, ko se pogovarjamo o ženskah, recimo sem bral komentarje za letošnje Oskarje, ne? In je ena je naredila film Woman King, ne? Spravi, Woman King, že sam ime je faljen, ne? Ne vem, o čem se gre, tako da ne morem. Tako da ne morem, ampak je njen komentar je bil, valjda, da nisem nominirana, če sem črnska režiserka, črnka ima glavno vlogo in ona je lezbika. A veš, to nasilje, to mi gre, to me zanima, kaj si ženske sploh mislite o tem obdobju, ko je emancipacija na višku in tako, ne? Jaz mislim, da imam pač res kar dosti, tako bom rekla, negativno mnenje o tem, kar se v Ameriki dogaja. Že generalno so pač nagnjeni k popularizaciji pač česarkoli in se pač česarkoli primejo in je zaradi tega to slabo. In potem sem zelo vesela, da lahko na televiziji dobim, glede na to, da v kino ne hodim, pa da tudi po-mojem tega v kinih naših sploh ni, da v bistvu lahko gledam to evropsko produkcijo, ki se ukvarja tako iz drugih zornih kotov s temami. In tako na naš način, in sem v bistvu zelo vesela, da živim na tem koncu zemlje. Res, oni res nimajo občutka za nič in zato se jaz z njimi sploh ne morem identificirati, ne s tem, kar se dogaja. Res, sploh ne morem komentirati tega na ta način, da bi se opredelila do tega, ker mi je prav izpod časti, ker ne znajo. Res ne znajo. Jaz to tudi zato sprašujem, zaradi tega, ker pač to generacije za nami bojo pač to gledale, ne? Veš, to je to, kar jim je na dosegu roke. Tamle v kolodvor ne hodi, mislim, kinodvor je pol prazen, ko jaz hodim recimo gor gledati, ne? Če ti lahko jaz nekaj rečem, jaz vem, kaj ti misliš, da naprimer, da je nekoč je bil Superman ženska, mislim moški, zdaj je pa ženska. Jaz mislim, da je te popularni filmi, tele pop filmi, ali kako bi temu rekel, da spreminjajo to našo krajino pogleda na ženske in jaz vedno tebi rečem, pa mi oprostite, če tako mislim, ne vem tudi, kaj ti misliš o tem. Veš, kaj ženske smo, celo človeštvo v bistvu pač bile, mislim, ves čas orodje ali pa pač na nek način izrabljene. In mislim, da ne vzeti take blazna škoda, če bomo zdaj 20 let namesto, da bo moški Superman, da bo pa ženska Supermanka, da s tem vam ne jemljemo nič, ne. Sam mal pa le obračamo to celo kulturo, da je bolj odprta za žensko. Ne vračamo kulturo nikamor tako, zaradi tega, ker Supermana narediti Superwoman je tako. Da pa ti narediš enega junaka, ki je pa ona, se pravi sama od sebe, nekaj unikatnega, ne? Da je Wonder Woman, recimo, ali pa kaj takega. To je, se pravi, se mi zdi zdrava predstava tega, ne? Kaj sem jaz zdaj gledala? Sorry, ker sem te prekinila, ampak jaz sem pa zdaj v zadnjem času gledala ogromno vojnih filmov z vojno tematiko. In sem ugotovila, da so začeli te filmi, pa zelo velikokrat so res ali ženske režiserke, scenaristke, ali pa tudi ne, konec koncev. Ampak sploh te evropski filmi vojni so začeli evropski so večinoma, so začeli v bistvu prikazovati vojno, ne, tako kot smo mi gledali, pa ti, ki si bila mehna, ki so bili še črno-beli, pa jaz, ki smo to gledali, ki naš drugega ni bilo na televiziji, ki so vojno tako predstavljali, da je bila tam pisarna, noter so pa sedeli generali, pa so premikali une konjičke po zemljevidu, pa to ne, pa so pogovarjali se, kako bojo to operacijo, pa ono naredili, ne, ampak prikazujejo bojišča, prikazujejo stvari, ki se tem moškim, ki pogledajo nasprotnika takole iz oči v oči, ki vidiš dva igralca, enega Nemca pa enega Francoza, razumeš, ki se gledate iz oči v oči, kaj doživljata. To je Volk zame.
To je woke, ne? Ja. To je woke Ja, zame. bravo, Prikaz Vse tega. je tiho na vzhodni fronti. A si gledal? Dunkirk, Ja. 1918. A veš, Ja. to so vse te filme. Potem je pa, evo, ti bom še za enega povedala, zdaj sem še tako hiter, jaz je pa kaj z mano, imam luknjo v glavi. Imaš malo treme ampak je pred- ženska, imaš treme pred kamerom. ženska režiserka in ženska scenaristka, ampak je tudi v bistvu ful zanimivo, znajdejo se tri ženske, vagon pozabljenih. Tri ženske se znajdejo v eni situaciji, v eni vasi nemški, Rusinja, kaj sem se znala še zlaga, Rusinja, Nemka, pa Židinja, ne vem, mogoče iz Avstrije, ne vem točno, iz katere države se najdejo, znajdejo se v neki situaciji in kako to pol izgleda vojna. To. Ja, človeško. Ne? To. Se pravi, In dva to je sovražnika, zdaj- ki se boste morali To je zame ubiti. volk. Ja, Ja, to je zame ja, volk. No, evo, Ne hvala. pa to nasilje. Kakšen Ja, odgovor, to je zame hvala. volk, ja. Evo, to sem rabo. Koliko Zdaj časa si pa novo koliko končno- časa sem zdaj žnaral ta vprašanja? Evo, hvala, Nina. Odkar delamo podcast, je to spraševal, a veš? Ja, vidiš. moram dobiti odgovor. Pismo. Ja, saj je v Zato redu. sem pa tako dober novinar. Ej, To mi pa nismo novinarji. Pa hecam Ej, veš se, kaj ja. je bilo pa res, ko je bila pa ta korona, sem pa jaz zelo veliko te skandinavske produkcije pogledala in potem sem googlala vse te ljudi. In veš, kaj mi je bilo všeč? Da piše pri teh igralcih actor, author, director, razumeš, vsi so marsikaj, niso vsi samo igralci. In to je tudi novo, kar se dogaja. Evo, vidiš, v naši vidiš, garderobi, zdaj- ne? In ja, Naši sem garderobi. To, ja, A tudi ni mi, tako? tudi A ni mi tako? imamo, ja, to še pride za naslednji podcast, bomo imeli še kaj za povedati novih stvari, ampak to je pa nekaj, kar bo zdaj tudi počasi v Sloveniji, mogoče, Smo mi tudi avtori ja, teksta marsičesa, velikokrat, a veš? marsičesa, Ja, ja. mislim, s temi izkušnjami, ki jih imate vi za sabo, bi bilo škoda, Vsi da mi ne bi- včasih celo igro napišemo, ne? Oziroma na nov. Se bomo nekaj moramo res narediti. Se to pravim, zadnje čase, ko gremo dramo, se mi zdi, kakor, da ne more biti scenarij za to. Se pravi, kakor, da je bilo narejeno intuitivno. Predvsem recimo ta tvoja predstava zdaj, ki Žene v testu, Žene v ne? testu, Ja. ko gledaš, si rečeš, to, kako bi lahko nekdo to v scenarij napisal. Ja, saj smo res samo tele ljudske pesmi smo imeli, ne? Ampak v naši garderobi sem jaz izdala knjigo, kmalu bo prišla tudi še Ja, še kar Ninina nekaj knjiga časa bo in trajalo. mislim, da tudi Maša zelo dobro piše. Ja, bo ne? šlo, ja, bo šlo nekaj. Ja. Ja, jaz Tako da smo se bo sem v začela ta začetkih era. še v povojih, ampak Ja, sem ja. zmenjena. Ja, mislim, Tako da zdaj, bo. jaz sem slišal že ene parkrat, mami, tudi od tebe, ne, da bi rada kakšen ženski film posnela. Ne? Ja, Ala Telma in Luis, to je Sanja. veš, To sta kaj- Stina, to je Stina. Mislim, Ja, slovenski film, dajmo, to bo potrebno tudi nekaj, ampak slovenski film se mi zdi pa, da pa to je kar v težavah. No. Ja. Preden pride sploh zraven, Ja. pa scenarij, da se razvije. Se mi zdi, da to pa res imamo slabo produkcijo Ja, filmsko. zelo, Ja. Ne moramo se izkazati, a veš, ne moramo se izpovedati, ne gre. Ja, ne. Ne gre, In enostavno tudi, ne gre. sploh pa za starejše ženske Ja. in v teatru, na filmu pa sploh, v bistvu zunaj v svetu že prihaja na prvi plan. Pri nas pa tle še nikaj dosti spremenili. Razen, da nas mladi režiserji pa pač porabijo na nek način. Sej, ja, ne. samo tudi oni, a veš, oni vsi ti režiserji so v resnici hkrati tudi avtorji. Ja. In Slovenija je res, očitno res tako mehen prostor, da je to Ja. problem Za- naše za- filmske produkcije. za Oni hočejo distribucijo. svoje zgodbe, a veš, povedati Ja. tudi. Mi pa imamo tudi kaj zapovedati. Ja, ne. pa tudi kaj zapovedati. Ja. Ja, Saj mislim, pravim. lahko bi pa, ne vem, snemali na telefone smart. Sej, Kaj se- veš, samo treba se je odločiti. Jaz vem, tako sem se jaz knjigo. Odločiš se en Ja. dan, daš si datum in tudi mi se moramo samo odločiti. Dajmo vsaka po svoje napisati, pa Pa združiti. Napišite scenarij, pa bomo mi sproducirali, pa Okej. posneli. Ne? Evo. Jaz, Ja. jaz produkcijska hiša Studio Maja že dobila enega Oskarja, tako da In potem boš čez scenografijo delala, naprimer Nina, ne, Nina tudi riše, veš kako riše. A jaz bi ful delala scenografijo. Mene Bi, je to v ne? resnici ful zanimalo, ali pa kostumografija. Tudi se jaz v resnici, ko sem razmišljala, kaj bi sploh delala, sem šla najprej na slikarstvo delati spremce in me kostumografija blazno zanimala. Tako da, lej, Zadnjič je Mislim, bila tako nekaj vam bom bolna, povedal, tako- imela je korono, mi smo Ja, imeli vaje korona. in ona je doma risala bolna nekaj in imamo zdaj v tej, ki delava skupaj v tem študiju, že gor tako njene Moje sličice, sličice, a ja. veš, iz igre. v glavnem v tem cajtu zdaj ni tako težko posneti filma, kot ga je bilo 20-30 let nazaj. Ne? Tako da napišite scenarij, pa gremo kaj narediti. Res ni Evo, težko. evo. Res. Mi z Jakotom smo že toliko stvari posnela, da jih imamo polne, Da ste že- trde diske, jih imamo mi pa polne. tudi
vemo, kako se te stvari naredi, tako da mi imamo tudi kaj povedati. Ja, Ne, pa tudi bilo bi lepo, da narediš, a veš, da narediš tako, kot sem jaz, mislim, vi kot ste igralke imate ta poseben uvid Ja, dialoge lahko dobro v dramaturgijo, v tako, kot se reče, psihologijo. Mislim, da rabiš v bistvu samo še na koncu nekoga, ki snema, ne? Pa enega producenta, se pravi, v tem cajtu zdaj to ni več taka stvar. Lej, ne vem. Vem sam, da sem pač res ful razmišljala o slovenskem filmu, pa vem, zakaj jamrajo slovenski filmarji, ampak res enostavno ni nas niti 2 milijona, ne? A nas je? Ja. Tistih, ki filme gledamo, ne. Toliko živi ljudi v strogem centru Pariza, ne? 2 milijona. Tako da, lej. Pa ne, Je, kar je. Ja, ena stvar me še zanima, ker smo rekli prej življenje, pa ljubezen do teatra, pa vse to. Ampak ti vidim, da tudi tako z leti, tako kot sem isto v bistvu na nek način jaz, prihajaš nazaj k naravi, spet ti to, ne? Jaz sem zelo en tako dolgo pot mestno sem naredila, da sem se vrnila nazaj v svoje otroštvo. Ker jaz sem živela v hiši, ne, mi smo imeli hišo in Dare je imel njivo čez Ljubljanico, to smo pobirali, one koloradske hrošče, smo z rokami pobirali, to je res. Pa uno kanto, tako veliko udolja, kaj so ti plehnate kante, sva vodo noter natočila, pa zvezala z drati na prikolco, pa ta vozil, pa tam polivali. In je... To pa jaz sploh udaril, ne vem, on je bil tudi tak na zemljo, ali kaj? Pa seveda, Dare zna vse, Dare je sam ploščice polagal, opaš naredil, stranišča namontiral, razumeš, pa vmes še vrt podelal, pa drevesa, pa vse smo imeli. Pa vmes igral v drami. Pa vmes igral v drami, pa švasal, pa ko je švas aparat si kupil, bil najbolj srečen, sam se švasal stopnice in vse, in to ti ful ostane, to delo, ne. In sem, spet med to korono sem pa ugotovila, da ne moram več živeti v bloku, tako da zdaj, ne vem, kdaj me eksplodirala, zaenkrat je še v redu, ker je še sin v srednji šoli, pa mislim, še ni v srednji šoli, pa mi to ful laži, sam ne vem, če ne bom zbrisala nekam ven na deželo, res ne morem več biti. Za mami vem, da ima kakšno sobo frej, kdaj kakšen vikend. Pravite kakšnega delavca sezonskega, ne? Ja. V redu, sem zelo pripravna, veš, pa ful sem močna, pa zelo sem fit. Res, pa še vedno znam ful dobro plezati, pa žagam, pa pulam. Kondicijo imaš vse, res, vse kondicijo imam od kolesa, krfjolo vozati, vse, krjolo, pardon, krfjolo jest. Ti si imela tudi zdravstvene težave, ne, kar orek, ker se tudi zdaj čutim, da si se čisto sestavila, pa našla svoj način prehranjevanja, pa filozofijo. Mislim, to ni nobena filozofija, mene so prisilili, sem od jutra do večera lačna, so me prisilili, da neham jesti mlečne izdelke. Zaradi tega? Po mojem, mlečne izdelke, pa gluten, pa imela sem itak težave z ščitnico, pa z hipofizo. Zdaj pa, ko sem v teh letih, ko mi ni več treba teh tablet jesti, se pa vse nekako umiril, tako da zdaj sem na dobrem. Ni bilo v redu, pač nisem zdrav človek bila, ali kaj. Kaj ti, jaz zdaj to namreč jem, to, kar si ti meni svetovala zjutraj, kaj si rekla, zjutraj eno žlico, česa poješ? Hladno stiskano sončnično olje imam, ki ima največje vitamine. Katerokoli olje, pač maščoba, poješ na tešče zato, da se maščoba lepo razporedi po želodcu, da se ne vlaži ta sluznica in potem v bistvu ti lažje absorbiraš hrano. Pa še nekaj sezama, kjera semena? Tahini. Tahini, Tahini, to je ta zadeva, ki jo daš noter v humus, ne? Tahini je zmlet sezam, tam noter je pravzaprav več kalcija, kot v mlečnih izdelkih. No, in jaz sem te poslušala. Res je. Pa to je tako dobro za jesti. Ja, pa meni pa naredi moja Eva, veš, deklica od tretjega sina, je rekla, ne rabiš kupiti, sem rekla, kje bi to, Mina mi je rekla, tam pa tam je rekla, ne rabiš, ti bom jaz naredila. In zdaj jaz to vsako jutro jem. To je ful dobro. Pa ta orientalska hrana je res zelo zdrava, ne, tam, kaj jaz hodim v ta svoj Atlas Market, oni imajo res turške stvari, res imajo, veliko poudarka imajo na teh žitih, pa ne vem, dobre stvari, ki sicer ne smem, pa leče, pa ne vem kaj vse, pa sezami, dobro za jesti, pa okra, sam tam dobiš, brez problema. Res imajo tisoč enih različnih olj, pa komakic. Pa ta, kaj sem tam tudi pila enkrat, veš, to je ful dobro, ta olje črne kumine, se boš počutila kot bog, res, to je ful dobro na tešče. Na tešče? Ja, to sem tudi tam pri njih, pa rožna voda, pa pomarančna voda, ful imajo dobre stvari za sladice delati pa to. Rada imam to hrano. Ti tudi kuhaš rada ali ne? Ful rada kuham.
A res? Pa pečem, veš kako pečem jaz. Kaj pečeš? Pečem kar češ tako iz nule, brez recepta. Res. To smo pa že slišali, ne? Kreme, res, moj mož pa moj si imata rada bolj kremaste stvari, Lenča ima rada čokoladne, pa v bistvu vsake tok cajta en pride na vrsto, ampak lahko iz nule. A res? Ja. Pa ti se ful stvari obvladaš. Ful uživam. Mogoče bi morala biti doma, a veš, v stay at home mom, kar rečejo. Pa da bi imela tam enega bogatega moža, pa da imam svoj sadovnjak, pa svoj vrt. A veš, jaz ne bi imela take hiše z bazenom, pa to jaz nisem tega luksuza, to mi ne paše. Meni paše ta luksus, da imaš čas, da si lahko sam pridelaš hrano, pa da si jo skuhaš v mero. Ni čudno, da ti ne paše luksus, saj si igralka, ne? Ja, no evo vidiš. Ne pa lahko bi, pa tudi ne bi šel nikoli v hotel na počitnice, pa na bazeni, pa to mene čisto odvrača. Jaz bi morala mogoče res sezonsko delati v nekih nasadih, v nekih sadovnjakih, da bi se sprostila. Med žužki, jaz se tam pobiram. Pobiraš? Pa kako je bilo dobro, je pihala una burja, čez gor na vrhu sem bila v krošnjah in dol sem gledala naše slovensko morje in pobirala oljke nad Izolo. Ja, a kaj si pa v igralstvu še kaj želiš, ali si tako nekako, ali se kar prepustiš, ali kaj? Pa tako fajn je dobiti en tak tekst, da ga lahko, kako bi jaz temu rekla, da ga užameš, kot eno pomarančo, da ga pač lahko fino, da se ga da delati. No. Tako da jaz sem v bistvu vesela, kadar dobim veliko več. Mislim, raje dobim več za delati, kot ne. Mislim, kaj da bo rekla, ne, ful sem zadovoljna, samo da sem tam. Ne, nisem. Res, ko nisem in ne vem, zakaj bi to skrivala. Kdo pa je? Nekaj ponavadi, veš, ljudje gledajo, da bi čim manj delali, pa pač zaslužili, ne. Mi igralci pa ne, mi pa si želimo ravno obratno. Ne moram, rada delam, pa všeč mi je, če imam občutek, da se me vidi, pa da se me sliši. Tako da mi je fajn delati tudi tekst. Mislim, sem delala tudi že predstave, v katerih sem imela in vloge in tekst in vse, sem mislila, da bom znorela, ker mi je bilo grozno igrati. Če mi tema ni všeč, v bistvu tudi zelo trpim. Ampak tudi to te doleti. Pa še ena stvar, naprimer, ki jo jaz opažam pri svojih kolegih, se veš, ker sem imela te pogovore na televiziji pa to, in sem videla, da velika večina, mislim, oziroma pravzaprav vsi, ki sem jih povabila, so zelo z veseljem prišli. Moji kolegi, igralci pa so kar nekaj, pa ne bi, pa tako. Pa se v bistvu je ful težko, jaz ti čisto iskreno ti povem, če jaz... Mislim, včasih tako kakšne stvari, ki se pogovarjajo z novinarji, kakšni kolegi pa pol razlagajo v predstavah, pa to se mi zdi kaj imaš ti mislim, težko je odgovarjati na taka vprašanja. Lažje bi bilo reči, ali pridete gledati. Čuden občutek je razlagati, kako pa ti nekaj to narediš, pa kako občutiš, pa kaj si misliš o tem, pa zdaj, ko ste to delali, ta tema. Mogoče zaradi tega, veš, ker dobivaš včasih tudi taka zelo čudna vprašanja. Ja, pa ne, veš kaj, zdi se mi tudi, da se igralci za razliko od, se pravi, drugot v svetu, nekako izogibajo tudi osebnim vprašanjem. A veš, zelo veliko ti kot igralka poveš o sebi, o tvojem stališču, do tega poklica, do sveta, preko tujih besed. Imaš neko stališče, ko pa bi ti s svojimi besedami nekaj razložila, pa se temu izogibamo. Mislim, tega jaz... Ampak to pa mogoče tudi zaradi tega, ker jaz, recimo, pa, ko me ljudje sprašujejo o tem poklicu, ne, jaz pač mislim, da je nekaj nastop, nekaj je pa igra na odru, ne, in pol mogoče je pač tudi jaz, se mi zdi, da če moram jaz igrati, ne, zdaj si bom nekaj izmislila, zagovornika nekega, razumeš, totalitarističnega režima in je pač to moja vloga, jaz bom pač to naredila, ampak potem mi je pa bi bilo pa težko pa svoje stališče do tega javno povedati, jaz kot Nina, me razumeš? Pa v Slovenija, mislim, to je treba pač priznati, jaz mislim, da je Slovenija malo nevarna. Ljudje hitro v bistvu pograbijo tisto, kar ti javno izjavaš, pa te polusirajo. Meni tudi to ne paše. Res mi ne paše. Ja, ampak se ne rabiš. Imamo pa mi, mislim, več ali manj vsi, skoraj vsi igralci, ki jih jaz poznam, en zelo širok in humanističen pogled na ta svet in bi lahko tudi tisti, ki imajo vpliv. Razumeš, to, da te radi gledajo na odru, lahko kdaj ti tudi kaj pametnega poveš,
njim iz svojega življenja, ne? Ja, vem, sej se strinjam s tem, sej se strinjam, sem se ne čist, zato ker se mi zdi, da ne vem. Ne gre samo za tvoj rad, se gre za več. Pa se jaz ne vem večkrat, kdo nisem mogel. Veš, ful se mi zdi ful nevaren, veš, ja, ampak zelo hiter ta stališča osebna, ki jih ti imaš. Jaz nimam čist dobrega občutka, se mi zdi, da ljudje to tudi malo zlorabljajo lahko. Ali pa spomnim se, recimo, lepo ti dam primer, ta naša družina Valič, ne. A Madonna Santa, jaz sem mislim, da 15 let v vsakem intervjuju vsakeč razlagala, v kakšnih sorodstvenih vezeh smo. Vsakeč sem rekla, pa dobro, a ste vi normalni? Ja, ljudi to zanima. Ja, pa si se že 100-krat povedala, ja pa to pozabijo. Ja, pa me pa ne sprašuj. Ja, pa me pa ne sprašuj, če pozabijo. Jaz sem pa ena in ista jajca razlagati. Pa me se je mešal. Res mi šlo na živce. Zdaj, kaj si zapomniš, kaj pozabiš? In pa imam občutek, da si ljudje zapomnijo lih tiska jaz nočem. Me prav zanima, kaj si bojo od tega pogovora zapomnili. Mogoče lih nekaj, kar meni ne bo všeč. Ampak to ne si pa zapomnijo, kar sem zdaj rekla. Evo, to si res zapomnite. Res je neprijetno, veš. Jaz mislim, da zdaj govorim iz svojega stališča. Ja, seveda. Zakaj jaz? Ker jaz se tudi branim teh intervjujev. Ja, ful se branim. Ful. Ja. Ja, moraš biti tudi posebne vrste človek, mama. Ti moraš, jaz tebe vidim, ti iz sebe izhajaš. Ne? Ja. Ampak ti moraš vedeti, da to, kar ti delaš, to ni naravno. Tako, da si tako, da si tako odprt. Nenavadno, nenaravno, vse sem te razumela. Ti si ful odprta, pa ful... Vsem bi se pogovarjala skozi, ni problema, na Facebooku bi vsakmu odpisala. Jaz pa tebe štikam, jaz sem pa tak... Jaz sem pa nehala hoditi na Facebook. Jaz sem pa med temi karantenami sem v bistvu počasi videla, da je bil to pač neko obdobje, od katerega sem zelo veliko profitirala, ampak da trenutno ne morem spremljati javnosti. Ne morem. Trenutno je res zelo negativno. Ne morem. Preveč je. Ne, to je too much zame. Ne morem. Res ne morem. Ampak sem pa v bistvu začela spet nazaj ful risati, veš, mogoče je bilo pa to narobe, da sem se z drugimi ljudmi ukvarjala namesto sabo, mogoče pa to bilo to, ne. Tako da je čisto v redu, delam druge stvari. No, evo, to druga stvar, ki si je za zapomniti tvoja izjava, da se ni treba toliko ukvarjati z drugimi stvarmi, ampak da je najboljše sam sabo, ne. Definitivno sabo. Tako da jaz mislim, da smo jih danes kar nasuli nekaj, ne. To si zapomnite, ja. Jaz bom pa mogel zdaj biti spet tak, ki bom rekel, da je prepozno. Se ti že skozi gledam, veš, pa čakam, da boš skozi ti vam pogleduješ. V tej dinamiki sem jaz tat, ki moram... Vedno rečem, pa še to bi vprašala, ne? Ne, pa dobro, ko vaju vidim, tudi tlele ste se razigrali, pa mami ima čist drugačno energijo, zdaj, ko si ti tle, ne? Če so pa cimre. Ja, ampak to je to, kar sem se jaz pogovarjal za podcast, to, ta domačnost, ta pogovor, to, da je lahko trenutek razmišljanja ali pa da lahko je pozabiš, to je to, ne? V glavnem, jaz se vam bom zahvalil obema, danes sem dve čudovite ženske, igralke, umetnice, mame, prijateljice na pogovoru, tako da upam, da se boste še kdaj vrnile. Bom mislila v zadnjo besedo, veš. Lahko še jaz nekaj rečem. Modroke, lepotice. Hvala. Ne, res se bom pa tebi zahvalila, postisala te bom, ker mi to res zelo veliko pomeni, da si zelo vplivala na moje življenje, ne toliko na tvoje, ampak na moje si pa res velik delež tebe, gre z mano vsak dan po cesti, tako da veš. In to je živa resnica. No, vidite, tako znamo biti prijateljice. To je živa resnica. In ko bo dobila nagrado in bo najboljša na svetu, bom jaz enako srečna, kot če se je to zgodilo meni, mojemu sinu ali komerkoli. To je treba deliti srečo, a ne? To je res. In toplino tega srca in videti v kolegici oziroma v Nini vse najlepše. Evo, in danes bomo zaključili s tako lepo mislijo, kar vam ponavadi povem na koncu, itak veste, tako da bomo danes kar zaključili s tole lepo mislijo. Ne, subscribe! To je lepa mislijo. Ja, to je lepa mislijo. Ok, pa naročite se, všečkajte nas, posledite nam in delite nas. Zraven pa lahko pogledate tudi TikTok, ker bomo kakšen smešen izrezek iz tega lepogovora. Iz tega lepogovora. Ciao!